Živijo in hvaljen Jezus, lepo se pozdravljam, ker ste tukaj. Danes je zanimiva Božja beseda, na videz taka težka pa zahtevna, v resnici pa čisto preprosta. Govori o tem, kako je na začetku bila beseda in beseda je meso postala, vse je po njej nastalo, pa boste rekli, ja pa kaj je to beseda? Ampak res je od zadaj močan nauk, ne? Ko Bog spregovori besedo, se stvari zgodijo. Nastane svet, Sveti Duh začne oživljati mrtvo naravo in kar je zanimivo, ne? Ko spregovori po Svetem Duhu Mariji, se Jezus učloveči. Skratka, Bog stoji vedno za svojo besedo in ko on reče, se to zgodi. Veste, besede, recimo, če dobro pogledamo, so sestavljene iz črk. In črke lahko skupaj združimo kot neko enigmo, pa vse skupaj še nič ne pomeni. Šele takrat dobi pomen, ko so črke v besedi v pravem razporedu in takrat se zgodi beseda. Recimo, jaz imam tukaj čisto nekaj takih naključnih na videz črk. Z, U, E, J, S. Ampak ko te črke povežeš skupaj, pa kaj nastane? Nastane pa beseda Jezus. In Bog, ko je spregovoril po Svetem Duhu in Marija rekla, da hočem, pravi tej besedi, ki se bo tebi učlovečila, pa daj ime Jezus. In kaj pomeni beseda Jezus? Beseda Jezus je zelo globoka, pomeni pa Bog rešuje. Torej, Bog, ko spregovori, se vedno zgodi in rešuje in v Jezusu, po tisti besedi, ki jo Marija sprejela, je postal človek, ki se najbolj čudovito razodel. Zato tudi razumemo, da je Jezus luč, ki je prišla v temo. Razumemo, da Janez Krstnik govoril o luči, ki noče noben sprejeti, pa nakazuje na Jezusa. Se pravi, na Božič, ki smo ga obhajali, smo doživeli to radost, zdaj pa doživljamo to zgodbo na malo globlji in tako, bom rekel, morda duhovno ali pa filozofski način, ampak je na koncu čisto preprosto razumljiva. In bi želel, da današnjo Božjo besedo vzamete k srcu, jo premišljujete in si rečete, Gospodaj, da bom tudi jaz tisto, kar bom spregovoril vedno z ljubeznijo, z resnico, z veseljem in bom stal za tistim, ker vem, da to vedno nekaj velikega pomeni. Lepo in blagoslovljeno nedeljo.